Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vedno znova razveseljujemo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli, in raziskujemo pravzaprav ta navdih v zgodbah mojih gostov, fajn gostov, ki so res sledili svojemu srcu in večini uspeva to že celo življenje. Ena izmed takih je tudi Alenka Sevka. Alenka, pozdravljena. Kaj mi uspeva že celo življenje, da še enkrat povej, kaj je bilo tako fajn? Slediti svojemu srcu, ne? Ja, to je pa res. No, to je pa res, vidiš, ja. Ti si pravzaprav meni kar tak malo vzornica. Jaz, ko sem prvič slišala za tebe, kar ni bilo tako kratko, ne dolgo nazaj, ampak je bilo kar nekaj časa nazaj že tvoj priimek, mislim, ne? Tudi moj priimek Monroe se vsi vtikajo, ampak tvoj priimek je pa tako lep. A res? Da se pišeš Sivka. A res? A veš, da me je včasih motilo, ko so me klicali Sivka, veš, ker je tako priročno, ne? Ja. Pa sem se pa s tem sprijaznila in celo vzljubila to. Tako da če mi zdaj reče, kdo Sivka, mi je isto, kot bi mi rekel Alenka, veš, mi je fajn, ne? Še sama včasih napišem Sivka, reče, Sivka misli. Tako, veš, ne? Tako, ker v bistvu je res na koncu en lep priimek, itak Sivka kot roža pri nas tudi v bistvu deluje kot nekaj lepega, nekaj pozitivnega, dišečega, tudi zdravilnega, ne? Ja. A se ti zdi, da si zdravilna? To je pa težko vprašanje. Ker sem ravno včeraj razmišljala, ker sem se iz enega toksičnega odnosa, uspela končno ven zbasati, ne? Da koliko sem pa jaz zdravilna recimo za druge. Ne vem, ne bi si upala tega trditi zase. Znam biti tudi zoprna pa zahtevna, veš, tako kot si ti, na ta način. Daj, greva še malo dlje tukaj. No, zakaj si ne upaš to trditi zase? Meni se zdi, da pa vseeno za tvojimi pogovori, z stvarmi, deli, ki jih delaš, vedno tudi iščeš neke take zgodbe, ki jih potem lahko deliš, zato da v bistvu obogatiš svet, da odpiraš ljudem. Zakaj smo tako vedno skromni oziroma rečemo, ne upam si trditi, no, vidiš, zdaj si me ti spomnila v bistvu, da res mogoče s temi pogovori, z mojim novinarstvom v bistvu res iščem, v ljudeh dobro, pa da kakšne modre misli povejo. Recimo mene intervjuje še vedno zanimajo in jih imam rada, zato ker mogoče iz vsakega človeka en dober stavek dobim, eno modrost, ki se jo potem mogoče tudi sama držim in to mi je the best. No, se to, v bistvu nekaj te žene in iščeš, ampak je bilo tako že iz otroštva, mislim, kakšen otrok si bila ti? Si že takrat iskala te neke globje pomene v stvareh in ljudeh, ali je to kasneje prišlo? Kot otrok sem bila bolj kot fant. Vem, da mama me je oblačila v neke žabice, pa pentlice mi je dala, jaz sem pa prišla nazaj čisto umazana, raztrgana in je bila mama nesrečna. Jaz sem se pa rada igrala s fanti, nisem hotela se s punčkami igrati, ampak sem plezala po drevesih. Zakaj misliš, da je to se zgodi? Ker jaz sem bila tu takšna, pa nisem se nikoli vprašala, zakaj je ena punčka tak v bistvu fantovska. Ne vem, po moje pač ene se rade igrajo, ene so bolj punčkaste, ene so bolj fantkaste. Meni se je zdelo ful razburljivo bolj s fanti. Meni je bilo tečno te dekliške igre s fanti, to raziskovanje, plezanje po drevesih. Plezanje po drevesih, po blatu rit, se s fanti pogovarjati. Bolj so mi bili zanimivi, absolutno, kot punce. Punce so bile take jokave, tako neki, skozi so te neki špecale. Jaz sem bila, mogoče imam tudi več te moške energije. Kaj pravi, ene ženske pač imajo več te moške energije in to je to. Ali imamo več moške energije, ali pa je bolj iščemo, ne? Ker recimo to, da recimo tudi se s fanti, pa tudi kasneje z moškimi recimo boljše razumeš kot z ženskami, mogoče pa gre tudi za to, da iščeš prav to moško energijo in te življenje samo vodi bolj med moške. Tam se počutiš bolj domače, recimo tudi pri hrani, ne? Telo recimo samo ve, kaj rabi, ne? Ko rabi cuker, bo pač naredilo to potrebo. Moj telo tako rabi cuker in mi to pove, da pojem 3 baklave lahko naenkrat, 2 trojanska krofa, kremšnita in tako naprej, Telo mi pove. Ne vem zakaj, In tudi moška družba mi tudi mogoče
zdaj imam tudi veliko ženskih prijateljic, ki jih imam ful rada, pa tako, ampak mi ne zadoščajo. Jaz rabim pogovore in druženje z moškimi in moško energijo, absolutno rabim. Ne morem brez tega. Ja, in si v bistvu to nekako tudi vedno uspela najti, ne? Tudi svojo kariero si peljala v tej smeri, da si pravzaprav vedno delala z moškimi, pa tudi, ko si intervjuvala moške, te pogovori pravzaprav o seksu, bila si kar pionirka na tem področju, se mi zdi v Sloveniji, ne? In se mi zdi, da je to nekaj, mislim, seks je itak vedno tista skupna točka z moškim, ki jo... Včasih edina. Včasih edina, ampak ja. Daj mi povej malo o tej svoji poti, no, kak si prestopila v bistvu iz tega otroškega, kjer si že bila za fanti, si se družila, potem si pa nekako sledila v bistvu svojemu srcu in si postala novinarka in kako je ta karijera v bistvu ti omogočala biti to, kar si še naprej. Ali pa ti ni, ne vem. Ja, je bilo, recimo, jaz sem že, ne vem, kdaj sem začela govoriti, da bom novinarka. Najprej smo hoteli biti Tršice, v 1., 2., 3. razredu, potem mi je pa kmalu bilo tako, da bi bila jaz novinarka pišoča, da bi pisala. In oče mi je kupil nek pisalni stroj, Mercedes, znamke Mercedes, je bil rabljen, ampak jaz sem se učila pisati na tisti pisalni stroj in tudi že prve prispevke kar pošiljala v Delo, pa so mi kar objavila, jaz sem že kar dinarčke dobila, ko sem bila še, ne vem, osnovnošolka pa gimnazijka. In enkrat me je tovarišica v osnovni šoli, ne v gimnaziji, pa vprašala, sem dobila neko Cankarjevo nagrado za nek spis. Alenka, kaj si pa ti želiš biti? In jaz sem rekla novinarka. In ona reče, a samo? A veš, tako, ona očitno je, ona verjela, da bi jaz bila lahko kaj več. Jaz pa sem hotela biti novinarka, vedno. In tudi ena moja bivša urednica Obrazov, naprimer je pa rekla, da je hotela biti urednica in je bila. Jaz pa nikoli nisem hotela biti urednica. Jaz nočem tekstov popravljati, pa ljudi sekirati. Hočeš svoje ustvarjati. Tako, hočem pisati, hočem ljudem hoditi, njihove zgodbe slišati, recimo to je meni super. A veš, da prideš k nekomu na dom in vidiš, kako živi in se z njim pogovarjaš ali pa da narediš kaj dobrega. Recimo, mislim, največja stvar v moji novinarski karieri, na katero sem najbolj ponosna, je to, da sem šla jaz k eni družini, napisala, v kakšni bedi živijo, in potem je ta članek prebrala ena iz Rdečega križa v Novem mestu in je sprožila akcijo in so tej družini obnovili hišo. In še, mislim, ker je bila to posebna družina s posebnimi potrebami, so jih še v družbo malo vključili, veš, da oni zdaj živijo super, a veš, in to, mislim, na nek način je to moja zasluga, no, a veš, kaj mislim? To je konkretni v bistvu efekt zgodbe. Zgodbe, ki jo lahko napišeš. Ja, tako dobro delo. In takrat sem se šele zavedla, kakšno moč imamo novinarji, da lahko naredimo nekaj dobrega. In seveda tudi kaj slabega, ne, a veš, če pišeš slabo o ljudeh, pa, a ne, kakšne slabe stvari izpostavljaš. Ampak to, se pravi, to mi je najlepši spomin in najlepši dosežek, no, tako da sem ponosna na to. Kako se ti zdi, recimo, pri novinarjih, oziroma, zakaj vsi ne pišejo samo dobro? Kaj je tisto v človeku, kar mora biti zato, da novinar je takšen kot ti? Mislim, ne vem, mogoče sem je že tak človek. Jaz hočem vsem dobro, jaz vsem res dobro privoščim. Zdaj pred kratkim sem brala, da zakaj so ljudje tako nevoščljivi. Recimo, zakaj drugmu ne privoščiš uspeha, ne? Zakaj nisi še ti tega vesel? Mislim, jaz vsem, a veš, mi dve se poznava, jaz veš, da te rada pohvalim. Tudi druge, recimo novinarje, ne? Ker tudi med novinarji je neka, a veš, tekmovalnost, recimo, ne? Ampak če jaz preberem dober članek, jaz kolegici napišem, ful dobro si napisala. Nikoli pa ne bom pluvala, veš, pa mi tudi kakšen članek ni všeč, pa ne napišem, stara, tole bi pa ti lahko boljš. A veš, kaj hočem reči? Poudarjam dobre stvari, no. To je zelo dobro, pa se mi zdi, da itak mi kot otroci imamo to že v sebi, to dobroto, to, da v bistvu želimo, da vidimo svet z rožnatimi očali, vsi so prijazni, vsi so dobri. Potem pa se nekje nekaj zgodi, da pravzaprav, meni se zdi, da iz strahov izvira zavist, ne, in ta neprivoščljivost, da nas je strah, da mi nismo dovolj dobri, da ne bomo dovolj dobri. Imaš ti kdaj takšne strahove? Ker glede na to, da si sposobna vedno želeti samo dobro in biti vesela za druge, bi človek rekel, da si pač da se ne počutiš ogrožena v nobenem momentu, da si neustrašna, da ti vse uspeva in iz tega lahko človek želi vse dobro. Potem so pa ljudje, ki pa v bistvu bi radi, pa ne morejo, pa bi radi, pa ne znajo in iz tega se dostikrat rodi pač nevoščljivost.
No, pred kratkim, pri mojih letih, ki so že kar visoka, sem imela neprijetno, bom rekla, izkušnjo, ker se z eno urednico niso razumeli, in sva prekinili pot, in je bilo kar nekaj konfliktov, ki so se kar vlekli nekaj let. In sem se potem jaz spraševala, koliko sem jaz za to kriva, in še zdaj se sprašujem, A veš, to ni bila zgodba o uspehu, je bila zgodba o neuspehu, iz moje in po moje z njene strani. In sem se morala majčkeno, vprašati, kaj sem narobe delala, zakaj je do tega prišlo, koliko je moje krivde, vse verjetno je tam pol, tako kot v zakonu, morata biti dva zakonca, ki se imata rada, če se pa nimata, gresta narazen. Tako da, tudi pri mojih letih lahko doživiš eno, ko se reče temu, nepriznanje ali pa dvom v svoje delo, v kvaliteto svojega dela, ampak pač delam naprej, trudim se biti dobra, ampak še vedno prvoščam, tudi tej urednici prvoščam, da dobro naprej dela in kolegicam, ki delajo to revijo, razumeš? To je življenje, To je res, in ne moreš biti vedno popoln. Ne moreš biti vedno popoln. Tako, ne moreš biti popoln, vsi smo ljudje, vsi naredimo neke napake. Tako. Fajn je, če znaš to v bistvu pri sebi bolj zanalizirati. Tudi ni nujno, da boš zaradi tega drugič boljši odreagiral, ampak že samo zavedanje se mi zdi, da je kul, če ga imaš. Ja, ampak boli pa to, veš, to je pa ego, po ego si dobil po smrčku, ampak ampak glej, tudi ego bolečina je v bistvu del življenja, super je, če znamo s tem dobro handlati, tako rečem, se mi zdi. Koliko si se pa ti srečevala z egoti ali pa nasprotovanji, ko si prodirala za seksualnimi temami na radijih? V bistvu, glede na to, da je bilo to res toliko let nazaj in da je to še vedno tabu tema, tudi danes, čeprav se več malo o tem piše pa tako, moram reči, da je šlo dosti gladko. Jaz sem si pač zaželela večerno oddajo, en kolega je zakupil, na RGL-u, Radio Glas Ljubljane takrat, Radio Aktual izhaja iz tega radija, se je potem preimenoval in je ponujal nam nočne termine in mi smo jih zakupali v bistvu, in jaz sem tako razmišljala, nekje sem prebrala, da ljudi zanima politika, šport in seks in sem rekla, v politiki ne bom, o športu tudi ne, seks pa lahko. Od nekdaj, ne vem zakaj, da sem tako nekako, odprta, da sem vedno lahko govorila o seksu. Ja. Ni mi bil problem, ni mi bil tak tabu. Vedno sem odkrit, tudi moškim sem vedno težila, če ne boš naredil takole, pa takole, ne bo v redu, Sem jim dajala navodila, ki so jih pol sprejemali. Ampak, ni to dobro? Mislim, oni si to v bistvu želijo. Sej drugače ne gre, eni so bili mogoče malo žaljeni na začetku, ker niso bili navajeni, Pol so pa videli, da to pol štima, in če seks štima, tudi odnos štima in tako naprej, tako da, skratka, brez predsodkov sem o tem in lahko o tem govorim. Nekateri so me svarili, pa kaj, če bo kdo grdo govoril o seksu, pa sem rekla, mislim, s tem bo pokazal svoj odnos, ne mojega, s tem ne bo ogrožal moje oddaje. In dejansko mogoče, ker imam jaz tak odnos, ni bilo sploh nobenih, recimo, grdih besed. Ne spomnim se, da bi kdo kdaj poklical oddajo, pa takrat, če nismo imeli filtrov, pa računalnikov, ki bi ti pokazali, kdo kliče, Vsi so govorili lepo, z občutkom, mogoče zato, ker so začutili, da imam jaz tak odnos do seksa, In, ga imam še danes in še danes to gojim in o seksu ne moreš govoriti grdo, ker je to tako nekaj lepega, da... Točno to, seks je lepa stvar, najlepša, kar jih imamo ljudje med sabo skoraj, Ampak zakaj je potem še vedno tabu? Mislim, kako, to smo si sami v bistvu naredili, za svojimi družbenimi predsodki. Tako je, malo je ta krščanska tradicija, če bereš Mileno Miklavčič, kakšne stvari so, moški počeli z ženskami, kako so duhovniki, se vpletali v življenje, seksualno življenje družin. Kakšno nasilje so zganjali moški nad ženskami, mi smo srečne lahko, da živimo v tem obdobju, ko nasilje lahko ukineš, prijaviš, včasih je bilo pa to legalno. Moški, ne vem, mene je šokiral, pred kratkim sem bila pri Mileni spet in me spomnila na neko grozno zgodbo. Neko desko so naštimali moški, rancale se reče, na peč, in pa se je ženska usedla na tisto desko in je moški lahko pač bolj, kruto in grobo zlorabljal,
pri nas, v Sloveniji, pred 100 leti, ali pa še manj. Mislim, halo? Ne? Ampak potem pridemo do tega, da seks vendar ni samo lepo, ne? Mislim, naj bi bilo nekaj najlepšega med dvema človekoma, ampak v resnici se lahko izrodi v marsikaj in seks je hitro povezan tudi z nasiljem. Pač imamo nasilje in zelo hitro imamo potem tudi seksualno nasilje. V bistvu. In tukaj pride pravzaprav tvoje novinarsko delo, ta strast, ta pogum govoriti odprto o stvarih, tudi v podcastih in tak naprej spet do neke te točke, ki je zdravilna za družbo. Ne? Ja, res. Zdaj si me spomnila, da moram nujno posneti podcast z Jerco Legan Cvikal, recimo. Aha. A veš, ne moreš verjeti, ko prebereš, da se tudi med visoko izobraženimi ljudmi ali pa mogoče še bolj prefinjeno dogaja še bolj prefinjeno nasilje, ki mogoče še bolj boli. Jaz sem proti fizičnemu nasilju itak in proti psihičnemu. Ne? A veš, to se dogaja, zdaj, tukaj. Ne, še vedno. Ful se to dogaja in sploh tako skrito. Čeprav smo v bistvu v fajn podcastu, kjer bi ne govorili samo o fajn temah. Ja, sorry, kam smo šli. Ti si kriva, ti me peleš. Ampak se mi zdi, da se vseeno fajn, je freedom prva beseda, iz katere je in svoboda. Koliko smo v resnici svobodni, ne? Koliko se tebi zdi, da smo v resnici ljudje. A pa dajva iti kar na ženske, no? Koliko smo ženske v resnici svobodne po tvojem živeti sebe in biti to, kar smo in uresničevati svoje resnična poslanstva? Lej, to, kar si prej rekla, jaz veliko krat rečem in imaš zelo prav, ne, da sem šla res po poti srca, recimo, kar se tiče poklica, kar se tiče moških. A veš, vedno, če nekoga nisem imela več rada, sem rekla, stari, lej, nimam te več rada, adijo, jaz grem. A veš, in je bilo veliko moških v mojem življenju, ne, preštela jih nisem, nima smisla. Danes sem samska, zakaj? Ker pa imam recimo, a veš, lavarja, ne, imam lavarja, ampak ta lavar je mlajši od mene, pa me sprašuje, zakaj si se pa pogovarjala ti z unimi v bazenu, zakaj pa greš zvečer na odbojko, zakaj pa, a veš, zakaj nimaš časa, zakaj, a razumeš, jaz takih vprašanj ne maram, jaz sem svobodna, tudi on je svoboden, jaz ga nikoli ne vprašam, kam gre, s kom gre, naj gre kamor hoče, razumeš, ne, in jaz zahtevam svobodo zase in je težko najti partnerja, ki to razume, no. Ja, res je, v bistvu. Pa nočem seksa z drugimi, to ne pomeni to, da zdaj pa jaz seksam tam naokrog. Ne, ampak svobodo, da lahko živim in počnem tisto, kar želim, kar me osrečuje in potem bom srečna v odnosu in bo tudi on srečen. Če me bo pa omejeval, nima šans. To se mi zdi tak temelj. V bistvu se mi zdi temelj, da vsak v bistvu zaživi sebe in svoj ritem in svoje potrebe in to in šele takrat je lahko dober partner. Ampak spet smo pa na drugi strani tukaj, zdaj smo zelo šli globoko v odnose, ampak se mi zdi, da po drugi strani pa imamo vsi neke bolečine, ki jih skušamo reševati skozi odnos, skozi partnerja. Želimo, da je on naš odrešitelj in od tukaj potem vprašanja, s kom in zakaj si šla in zakaj nisi tu zame, zakaj ne pomagaš meni, da bom tak happy, kot si ti. Pač to so neke nerešene stvari. Ne? Ja, čeprav jaz travm že davno ne rešujem več skozi odnose, ker resnično nima smisla. Fajn se pogovarjati, fajn je, da nekomu zaupaš, da mu poveš te stvari, a veš, da greš tolikrat že skozi te stvari, jaz sem pa že toliko starejša, veš, da se mi je to že večkrat zgodilo, tako da mislim, da kakšnih travm res ne rešujem več. No. To je definitivno, se mi zdi, nek ta zrelostni mejnik, no, ko to spoznaš, da v bistvu samo ti sam lahko rešiš svoje drame. Ja, točno to. Ja. In vsi smo, a veš, na neki delavnici sem bila pred leti in sem jokala, kako sem je sama in osamljena in ne vem kaj. In je en rekel, kaj je vodil to delavnico, nek Američan je bil, aren't we all, je rekel, a nismo vsi? In sem jok je prenehal in sem nehala jogati in sem rekla, pa sej res, sej smo vsi sami. Vsak je samo zase odgovoren, a ni tako? Mislim, to je bilo spoznanje
20 let nazaj ali pa 30. Tudi v bistvu, ne, ti si tudi mama, imaš eno hčero, imaš tri vnukinje, se pravi ženski pakt. Ja, čist, ja. Ampak tudi, recimo, če rečemo, da si kot starš odgovoren za enega otroka, ampak se mi vseeno zdi, da si v prvi vrsti odgovoren za to, da boš ti v redu. Ja, in da je to najboljše, kar lahko daš otroku. Ne? Kakšna je tvoja izkušnja? Ja, a veš, jaz sem tudi s hčero sem bila veliko sama, ne? Nisem imela nekega partnerja, ki bi z nama živel. Najdalje je zdržal 7 let in s tem smo še zdaj prijatelji in imamo fajn odnose in tako naprej. Tudi moram se pohvaliti, da imam s vsemi bivšimi, ki so bili normalni, super odnose, smo prijatelji danes. Ja, hči je imela seveda probleme zaradi mene, ker sem jaz takrat delala kariero. To je bil pač dopoldne RGL, se pravi novinarstvo, komerciala, zvečer oddaje, in je bila ona veliko sama. Na srečo je imela blizu babico, da je pri njej preživljala večere. Takrat ni bilo še teh, veš, mobilnih telefonov, da bi se slišali vsake 5 minut. In je sigurno morala mogoče prej odrasti. Morala je prej odrasti zaradi tega, ampak danes imava pač super odnos, sva bolj prijateljice kot mati in hči. V bistvu je bolj ona moja mati, ne, kot veš, jaz, ne, kar ona meni daje na svete, ne, tega ne smeš, onga ne smeš, pa tako. Ona je tako bolj orto, kot sem jaz, jaz mimo pravil živim, če se le da. Ampak ni pa nobenih očitkov, no, da bi rekla, da je pa, spomni se pač, da sem jaz veliko delala, recimo, ampak pač, se pravim, jaz sem delala kariero in morala sem zaslužiti za najo. Vem, da enkrat nisem mogla kupiti kile mandarin na tržnici, ker nisem imela denarja. In takrat sem si prisegla, da se mi to ne bo več zgodilo in sem zato vzela še te večerne vdaje in delala, ampak zato je pač ona trpela, ker me ni bilo toliko doma, kot bi bila sicer. Ampak to mogoče moramo poudariti za vse mame, ki nas zdaj poslušajo v bistvu in imajo zelo podobno situacijo. Se pravi, da se počutijo mogoče krivo, zato ker ne morejo biti z otrokom tako, kot bi mama naj bila. Dajmo se spomniti, da živimo v svetu, kjer ni več možnosti it takes a village, torej za child, se pravi, nimamo več te skupnosti, kjer bi več ljudi skrbelo za enega otroka in smo same mame. Dostikrat, tudi kadar smo v partnerstvih, še vedno je mama tista prioritetna, ki jo otrok nekako rabi in ki ima to intuitivno sposobnost poskrbeti za otroka. In v bistvu otroci morajo na nek način, dokler smo v takem sistemu, pravzaprav sprejeti to, da odraščajo tudi malo sami. Tudi malo v pomankanju mame. In da se menjamo kriviti mogoče za to, ker ti si živ dokaz za svojo hčero, da si lahko vseeno rekonektaš, se pravi, ponovno povežeš in da v bistvu ona kot zdaj tudi kot mama najbrž veliko bolj razume. Absolutno, zdaj ona mi velikokrat reče, zavidam, kaj si ti dajala skozi, sama si bila, ona ima partnerja na srečo in sem vesela, da je uspel, narediti to družinsko skupnost, da, 3 otroci, in je izčrpana skozi, in zdaj ona vidi, kaj sem jaz dajala skozi. Sem bila pa zelo ponosna nase, ker sem delala intervju z Rugljem, tem slavnim zdravnikom, in on je o samohranilkah imel pač neko svoje čudno mnenje, da samohranilke nismo v redu, in sem se mu jaz seveda pohvalila, jaz sem pa samohranilka, in moja hči je naredila faks, in je vstal in me objel in je rekel, čestitam, in sem bila tako takrat ponosna, sem rekla, wow, Rugel me je objel, in se mi je zdelo, da mi je uspelo, da je hči pač uspešna in tudi danes je pač ona, je profesorca, uči jezike na Šentviški gimnaziji, tako da mislim, sem res ponosna. Ta projekt mi je uspel, ti bi rekla projekt. Ampak ni bil projekt, to se je dogajalo sproti. Ampak tu je ravno ta moč, se mi zdi, ki ga imamo pač vseeno mame, če zdaj zaokroživa celoten podcast, ker ti si primer ženske, ki je šla sama skozi življenje, tudi z otrokom, in je vseeno uspelo ves čas nekako slediti po tem, ki so bile srčne, ki so te uresničevale. Se pravi, čeprav so zagotovo bili tudi kakšni kompromisi vmes, vem, da si v večji meri uresničevala svojo pot. In kaj bi ti v bistvu za konec povedala pač ljudem, kaj je tisto, kar je najpomembnejše, da ti to uspe? Kaj so tiste vrednote,
kaj so tiste momenti, kjer moraš mogoče sam sebe brcniti v rit, kaj so tisti ključni, miselni dihi. Pri meni se je to res dogajalo tako spontano, a veš. Jaz sem pač vedela, kaj imam rada v življenju, a veš, moja služba mi je pomenila ogromno, novinarstvo mi še danes pomeni ogromno in jaz sem šla samo to svojo pot, v bistvu, a ne. In pač zraven je bila priključena hči, včasih so mi mogoče pomagali kakšni prijatelji, ampak ta pot srca, ki si rekla, mogoče to res, da si to, kar si, da veš, kaj si želiš in greš. Sej so na poti kakšni kompromisi, a ne, jasno, da moraš kaj narediti, ali pa tudi, a veš, tako, fajn mi je, še Ruga Zvone reče temu, a ne, mu veliko ljudi reče, da imajo srečo, da ima on srečo, ki potuje po svetu, a veš, da mu je tako fajn, a ne. Yeah. Pa on reče, to ni sreča, jaz za to nekaj naredim. A veš, in tudi, a ne, jaz sem pač se trudila vedno in tudi delala res kot mlada novinarka, sem delala ogromno in preveč, še zdaj kdaj delam preveč, pred kratkim sem po moje zaradi izgorelosti padla, omedlela, si zlomila roko in tako naprej. In zdaj spet delam in uživam, a ne, še vedno uživam v tem, se pravi, sam to, pot srca, pot želje, pot vedeti. Nič ne bo prišlo samo od sebe. Ne, če doma če boš pa delal, se bojo pa stvari zgodile same od sebe. To se mi zdi tako. Moraš delati, ampak če boš zaupal in boš delal tisto, kar imaš rad, se mi zdi pa, da se vseeno kar pridejo neki ljudje, priložnosti se zgodijo in se uresničijo stvari. Ker tudi podobno, ne, za moške, mislim, če ženska sedi doma, noben ne bo prišel na vrata, razen poštarja. Zdaj, če je poštar v redu, okej, a ne. A veš, moraš iti ven, moraš iti v live, moraš iti na koncert, v kino, v restauracijo, da boš koga spoznal, ali pa na te spletne zmenke. Tako. A ne? A veš, moraš nekaj narediti. Akcija, če ne, ni nič. Tako, dragi poslušalci in gledalci Fajn podcasta, to je to. Danes naj vam položiva z Alenko skupaj na srce. Pojdite ven v akcijo. Tako. In fajn stvari se bojo zgodile. Zmigajte se. Tako. Hvala vam, adijo, hvala Alenka, da si bila z mano. Čau. Hvala tebi, Maja, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.